Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo zdrav z oddaje Klepetalnica. Danes je moj gost v studiu Jožef Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije. Dobrodošel, Jožek, v našem studiu. Pozdravljeni. Jožek, s enim namenom danes, da malo razsvetliva in tudi našim gledalkam in gledalcem, tisti, ki še niso morda imeli priložnosti. V začetku meseca marca v Murski Soboti odprtje novega Evropskega muzeja romske kulture in zgodovine. Čeprav je muzej že obstajal poprej, morda bo šla na začetek, že leta 2012, vendar na drugi lokaciji sedaj ste dobili, seveda s pomočjo vseh ostalih, nove prostore, skoraj da v središču Murske Sobote. Velik pomen, ne samo za romsko skupnost, bržkone za celotno lokalno skupnost v Prekmurju. Tako je, zdaj pravzaprav na to gledamo kot neko celovito, torej malo globlje kot je sam prostor, ne? Če gledamo samo prostor pa tisto, kar se v muzeju dogaja, gledamo malo širše, kar pomeni, da ta muzej nekako ponuja nek pogled v preteklost, v romsko zgodovino, identiteto, kulturo in to je zelo pomembno predvsem za regijo, v kateri živimo. Mi se moramo zavedati, da Romi tukaj v teh prostorih pravzaprav živijo že od 14. stoletja, kar je zelo pomembno, seveda pod različnimi geografskimi in političnimi ureditvami, kar ne pomeni, da smo tukaj od včeraj, ampak smo že tisočletja tukaj. Kar pomeni, da je to tudi neka priložnost, da v tej regiji pravzaprav damo nek pomen romski skupnosti. Zdaj, zelo pomembno je to, da ta zgodovina, kultura v Prekmurju, seveda govorimo o naših Romih, ima velik pomen. Torej, oblikovala se je skupaj z romsko zgodovino in kulturo tudi prekmurski prostor. Če samo vzamemo recimo en del, za katerega jaz pravim, kadar se v Prekmurju pogovarjamo o romski identiteti, potem moramo poleg jezika takoj dati glasbo. Torej, glasba v Prekmurju skozi stoletja brez romske skupnosti, romskih glasbenikov ne more imeti neko zgodovinski pomen. In to je zelo pomembno. Tisto, kar je druga pomembnost tega, je ta, da pravzaprav zaradi vse večjega nezanimanja, predvsem mlajše generacije o romski identiteti, zgodovini, kulturi, tudi jeziku konec koncev, je zelo pomembno, da ta muzej upravlja torej svoje poslanstvo. Tukaj skušamo predvsem mladim, tudi drugim, ne samo Romom, seveda, pokazati, kaj pravzaprav je namen in kako mora ta muzej funkcionirati, pa ne mislim na tehnični način funkcioniranja, ampak predvsem vsebinski. In tisto, kar je zelo pomembno, o tem vedno se pogovarjam, kadar se srečam z nekimi, jaz rečem, izobraževalnimi inštitucijami, intelektualnimi ustanovami in tako naprej, vedno rečem, da pravzaprav nikjer romska zgodovina o Romih nikjer nič ni. V učbenikih ne obstaja nek zapis o Romih, intelektualci so skozi čas nekako drugače razlagali pojem romske zgodovine jezika, nekateri so celo zagovarjali, da Romi nimamo zgodovine jezika, kar ni res. Tako da vse to je pravzaprav, čeprav za samim delom, samo muzejem, ne, torej tukaj je tudi sporedne zadeve, kot so različna predavanja, izobraževanja, dogodki, ki jih organiziramo na tem področju, vse to nekako se povezuje in muzej je tista, vsaj po mojem, neka točka, kjer to vse pravzaprav nekako povezuje. Zdaj bomo šla zopet še malce nazaj, namreč osnova je pa vendarle bil Svetovni kongres Romov leta 2011. Takrat ste zastavili, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi, ker je bil svetovni, da bi tudi po Evropi nekako nastajali taki pričevalci romske zgodovine, preteklosti in muzeji. Vi ste potem kaj kmalu leta 2012 že napravili tisti prvi muzej v Murski Soboti. Ga tudi po drugih evropskih državah takole ustanavljajo po tem svetovnem kongresu? Zdaj moram reči, da je to pravzaprav bil evropski kongres, ne svetovni. Zdaj moram najprej povedati, da vsi dogodki, tudi svetovni, konec koncev, če že omenjamo,
Tudi v Svetovni romski organizaciji smo se nekako že v preteklosti pogovarjali o oživitvi nekaterih zadev, ki so v preteklosti že obstajali. To je recimo Romski penklub, potem Mednarodna akademija znanosti in umetnosti in seveda tukaj so potem prišla v ospredju tudi romski muzeji, romski mediji, kako naj bi se te mreže povezovali, ker v bistvu Svetovna romska organizacija je potem po letu 1990 nekako na te aktivnosti torej ni dala toliko pozornosti, ne. Bolj se je ukvarjala z nekimi političnimi, bom rekel, socialnimi, ekonomskimi vprašanji romske skupnosti, ne pa recimo s tem, kar sem prej omenil. In seveda 2011 smo imeli ustanovno konferenco Evropske romske zveze in seveda tukaj je bilo takrat prisotnih 13 držav evropskih, 18 podpisnikov, kar pomeni, da je 18 članov in seveda tam so bili tudi prisotni mnogi romski romologi. Jaz jim rečem, da so to bili največji romologi sveta in takrat smo seveda odprli tudi to vprašanje muzeja, ne. Mi smo, oziroma imamo še danes ogromno arhiva, ogromno materijala in so takrat ne samo nam, tudi drugim rekli, gledajte, to je ena priložnost, ki obstaja tudi v Murski Soboti, pa še drugje, s tem, da moram povedati, da smo potem se dogovorili, da te mreže se povežejo, ne. Tako da v nekem momentu smo že bili dogovorjeni recimo z Beograjskim muzejem, pa z muzejem v Brnu, pa Riga, recimo potem v Lanciano, je muzej, ne, to so tisti muzeji, ki so zelo močni. Obstajajo še drugi, ampak mi smo se pogovorili, da se najprej s temi povežemo. In recimo, kar je zelo zanimivo, prvi eksponati, ki smo jih pravzaprav v tem muzeju predstavili, so bili eksponati, ki smo jih dobili iz Beograda, ne, ker sami nekih velikih materialov v začetku nismo imeli, seveda potem smo pa začeli tudi sami z lastnim gradivom ta muzej opremiti. Zdaj, ravno ko smo pri artefaktih oziroma pri predmetih, ne, tu v Prekmurju še vendar se da najti in še pravočasno, jaz pravim pravočasno, veliko je seveda zamujenega, veliko je izgubljenega, se še da najti seveda slikovno gradivo, predmeti, ne nazadnje na otvoritvi sem bil, sem si malce to pogledal, zelo bogat, slikovno tudi drugače postavljena zbirka, gre pa seveda za zgodovino, da se soočimo s tem in spoznamo, odkot ste Romi prišli in potem tisto življenje tam, ki ni bilo lahko za nikogar, ampak v začetku recimo 20. stoletja, pa malce kasneje. In ob tem seveda tudi to, kar ste poudarili na otvoritvi, so določeni poklici, ki so tipični za romsko skupnost in tudi izginjajo, ne? Tako je. Zdaj najprej moram povedati, da smo mi pri Zvezi Romov, tudi našemu društvu Romanino, imeli ogromno arhiva. Tudi sam kot raziskovalec in romolog sem ogromno knjig napisal na to temo, kar pomeni, da fotografsko gradivo, zapis, vse to obstaja in seveda potem to lahko tudi nekako ponudimo muzeju, oziroma da se lahko predstavi določena tema, ali zgodovinska ali jezikovna v tem muzeju. Res pa je, da smo vsaj nekaj časa skušali zbirati čim več gradiva iz okolja, torej iz naše regije, pa moram reči, da izginjajo ti predmeti, po domače rečeno, tudi fotografije in tako naprej. Starejša romska populacija je še to imela kot neko vrednoto, vse to je nekje shranila, fotografije, stare stvari, po domače rečeno. Zdaj, mlajša generacija jih to pravzaprav nič ne zanima, nekaj je bilo, neke fotografije gor dol, to se jih kao ne tiče, ne. Ja. Ampak mi smo pa potem zelo veseli, če nam je kdo kaj dal, da smo si lahko vzeli kot material in smo to lahko tudi uporabljali. Zdaj, mnenja sem, mogoče se motim, da bo v prihodnosti bolj težko priti do takšnih zgodovinskih. Še dalje težje. Še težje, ne. Tako da je še, zato kot sem prej povedal, seveda zelo pomembna ta vloga tega muzeja, da vsaj tisto, kar še imamo, kar bomo še lahko nekje zbirali,
lahko recimo imeli v muzeju. Zdaj, tisto, kar je pomembno, jaz osebno sem ogromno materijala, ki sem ga uporabljal pri različnih knjigah, ki sem jih pisal, 60 sem jih napisal o zgodovini, jeziku, kulturi in seveda tudi z nekimi avtorji skupaj, nekatere gradiva sem pravzaprav dobil iz Beograda, sem dobil nekaj iz arhiva Ljubljana in pa seveda iz Madžarske. Ogromno tega gradiva je še ne raziskovanega. Nekaj gradiva mi je zapustila naša največja romologinja Pavla Štrukelj in pa seveda pionir romologije pri nas, profesor dr. Vanek Šiftar, ki ga jaz zelo cenim, tudi Pavlo Štrukelj, ona dva sta pravzaprav naredila veliko v tej smeri raziskovanja in tako naprej, vsakdo na svojem področju, eden več tu, drugi na drugem področju. In to so zelo bogata gradiva, ki jih je potrebno raziskovati in tudi recimo dati neko vrednost. Res je, da nekateri raziskovalci oziroma tudi lastniki nekih gradiv so dali na svoja gradiva cenzuro, da po nekaj letih lahko šele pride v javnost, tako da nisem prišel do nekih dokumentov, arhivov, kar sem pa lahko dobil, sem pa seveda pridno uporabil ali za knjige in pa seveda tudi za muzej, ker se v muzeju tudi vidi. Zdaj moramo seveda ob tem reči, da so razstavo postavljali strokovnjaki, se pravi iz Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, Pomurskega muzeja Murska Sobota, ki seveda so profesionalci, vedo, kako se te reči streže, tako da je res zbirka že takole na prvi pogled, ne samo vsebinsko, ki je zelo bogata, seveda tista ta prava. No, moram se res zahvaliti Pokrajinskemu muzeju, da je celotni material, zbirko, eksponate smo sami naredili, sami tudi oblikovali in tako naprej. Nam je pa Jelka Pšajt pomagala v začetku, torej kako naj to postavimo, seveda smo potem tudi sami naredili zaključke te postavitve, ampak res to je bila zelo, bom rekel, dragocena pomoč, tako da se še enkrat zahvaljujem Jelki Pšajt za pomoč in seveda muzej kot takšen rabi tudi neka strokovna svetovanja, strokovno pomoč in jaz mislim, da je tukaj prav ta pomoč prisotna, torej to pomeni, da kadarkoli lahko prosimo za neko strokovno pomoč, seveda v tehničnih zadevah, kar se tiče vsebine, smo pa mi tisti, ki pač vemo, kaj je potrebno narediti, kaj postaviti, kaj iskati. Tako da mislim, da je prav, da sodelujemo z inštitucijami, ki so seveda stroka v tem poklicu. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožef Horvat Muc je naš gost. Nekaj sva prej načela, nekaj se izgublja s časoma. Časi so pač drugačni, predvsem, ko sva načela nekaj obrti, bi bilo vredno povedati o tem. Znano je bilo, da ste Romi bili izvrstni kovači, kovaška, pa potem seveda brušenje nožev, popravilo dežnikov, piskrov, ko govorimo o tem, tega praktično v vsakdanjem življenju več ni videti, Zdaj, seveda, tehnologija pač tvoja terja danes, kdo bi dal brusiti nož, če lahko kupi novega za mal denar, ali pa recimo dežnik. Je pa zanimivo, da je še leta 1980 brusač Ivan pri Blagovnici še brusil nože, popravljal piskre in tako naprej. To je zanimivo iz dveh pogledov. Prvič, da je on to obrt še torej delal oziroma jo je tudi ohranjal. Druga stvar je pa ta, da takrat, kar je meni predvsem zanimivo, lokalna oblast mu ni to prepovedala, ker danes rabiš... Na Pločniku je bil tam pred Blagovnico, spomnim se. Rabiš neke dokumente, dovoljenja, ne vem kaj. Ko stanje pečeš, moraš imeti kupico dokumentov. On pa je bil tam kot neka turistična, ne vem, obrtna posebnost. Atrakcija. Tako da to se spomnim.
Zdaj tega več ni, tudi kovaštvo se je izgubilo. Zdaj moram reči, da je tudi pri nas ta kovaška obrt bila zelo zanimiva, kajti tudi recimo v času Marije Terezije, ne, ko je pač Prekmurje še spadalo pod Avstro-Ogrsko, takrat so tudi nekateri Romi, predvsem neki posamezniki, bili kot kovači v avstro-ogrski vojski, ki so skrbeli za konje. Torej ne kot konje, tako, ampak tudi za njegove potrebe. Ne. In seveda tudi v času kraljevine Srbov, Hrvatov, Slovencev, tudi takrat. Tako da zdaj ogromno so se Romi s tem ukvarjali, ne. Tudi v času, ko je Prekmurje spadalo pod Madžarsko, takrat je ta kovačija bila zelo razvita pri romski skupnosti, ne. In pa seveda ne samo to, bili so tudi ročna dela so opravljali, ne. Košare so pleli, pa izdelovali metle, po domače rečeno. Izdelovali so orodja, recimo za... Pa tudi z lesa, karničke so dolbili, ne. Tudi za kuhanje, tako naprej. Žlice, recimo, kar nekaj. Ne. Nekateri so celo imeli lesene glavnike, so si izdelovali. Mislim, ogromno stvari se je takrat izdelovalo, kar pomeni, da so Romi v preteklosti tudi naravo izkoriščali za neke določene potrebe, ker niso imeli drugih materialov, recimo to, kar je narava ponujala. No, potem tisto, kar je seveda bilo zelo pomembno, pa danes temu rečemo recimo bolj kultura pa umetnost, glasbeniki, ne. To pa absolutno, to sem mislil zdaj, ne. Hvala Bogu, ohranilo pa se je. Folklora, glasba, ne, muzikalnost kot takšna. Tu pa opažam tudi na različnih prireditvah na tem, da se mladi pojavljajo, ne, da znajo zaplesati še na romsko glasbo, pa predvsem tudi pevci znajo, ne, seveda glasbeniki, to je v duši, ne. Tako, ampak tu je treba vseeno nekaj stvari dodati, ne. Zdaj pred recimo 50-60 leti je romska glasba bila takšna, da so še romski izvajalci, torej Romi, izvajali romsko glasbo. Torej so izvajali, to so bili zelo močne skupine, zelo močni posamezniki, recimo kot je bil Miška Baranja, pa Geza Baranja, Luka Baranja, Evgen Borov, kaj je že, starejši, pa Didi Horvat, ne, Borovšak, pravzaprav, ogromno jih je bilo, ne, ki so še izvajali romsko glasbo. Danes govorimo o romskih glasbenikih, ne govorimo več o romskih glasbi, ker tukaj je ta razlika, ne. Glasbeniki obstajajo, tudi mlade generacije, tudi nekaj skupin, ampak se pozablja na to identično romsko glasbo. Torej izvaja se neka komercialna, pa bom rekel tuja glasba, kakorkoli že, kar ni narobe, ne, saj glasba pač tako... Dobrodošla zmeraj. Zmeraj, ne, saj tu ne govorimo zdaj, pa če že postavljate vprašanje, kako to, potem tudi odgovor takšen. In vse več mladih glasbenikov so pravzaprav izvajajo glasbo, kaj jaz vem, iz Balkana, iz španskih, angleških, kakorkoli repertoarjev, tako da ni tiste pristne romske glasbe, kot je to bilo nekoč. Je pa še vedno tukaj. Je pa še vedno ta glasba prisotna, še vedno so glasbeniki tu. Tako, treba je to negovati, ker recimo samo primer, če povemo, ogromno teh romskih glasbenikov je bilo, ki recimo niso poznali note, ampak so bili nekako, jaz temu rečem, mentori tistim neromskim glasbenikom, ki so hodili v glasbeno šolo, recimo. So jih oni učili pravzaprav nadgradnjo te lastne glasbene ustvarjalnosti. Tako da to je, rečejo pri Romih, pri nas je to prirojeno, torej jaz nisem glasbenik, ampak mnogi so, njim je to prirojeno, torej posluh in tako naprej. Zdaj tisto, kar je tudi recimo zelo pomembno, kar pa ni neka, bom rekel, velika obrt ali karkoli, v teh prostorih Prekmurja, kot sem prej povedal, ne glede na to, pod kakšno geografsko politično uredbo je spadalo,
so bili tudi vedeževalci. Ja. Ne samo ženski, ampak tudi moški. Pa zdravilci. To je zelo pomembno, to se je nekje pol začelo izgubljati tam 70 let in tako naprej prejšnjega stoletja, ampak še vedno so bili tudi te obrti prisotni. Ja, sposobnosti. Zdaj, morda malce čudno vprašanje. Jožek, pred 40 leti sem bil priča enemu večeru, romskemu večeru, glasbenemu večeru, kjer sta še bila recimo tista dva vagona, tipična, oziroma bivališča romska, seveda tudi konji so še bili prisotni, med njima vrv, perilo se je sušilo in folklorna skupina, ki je plesala, pela. Mi smo sedeli po ognju, dobili tudi ciganski golaž za pokusiti. Je možno to še, da predstavite nekje v Prekmurju, narediti, pa povabiti ljudi, kaj jaz bom rekel, tam z metropole Ljubljane k nam, nekateri tako redko pridejo k nam, morda na takšen način, je to možno narediti, recimo v Prekmurju, da spraviš skupaj recimo 20 plesalk ali pa plesalcev, pa 2x po ure recimo kulturnega programa, samo romskega. Zdaj moram reči, da smo mi pravzaprav takšne dogodke v preteklosti večkrat organizirali. Ja. Takrat, jaz lahko rečem, da je to bilo tam nekje pred 30 leti, ko so plesalke, imeli smo kar nekaj folklornih skupin, ki so plesali ob ognju. Ja. Potem so se zbirali različni ljudje, torej Romi, ne Romi, tudi iz drugih krajev, kjer smo recimo pekli kože, svinjske, klobase in tako naprej. Žuriralo se je na ta način, kot je zdaj bilo povedano, tudi s tem se je pokazala romska glasba, tam se je igralo glasbeniki različni, ni bilo nekaj napovedanega, nekega programa, pa pride spontano, igra eden, drugi, tretji in tako naprej. Pisano v barvah živih. To smo pri nas pravzaprav v preteklosti kar nekajkrat organizirali. Zdaj, če se spomnite, je bila zelo odmevna ciganska noč, ki smo jo prvič organizirali 94. leta in sicer najprej pri TVD Partizanu, potem pa seveda v grajskem dvorišču v Murski Soboti. Ta je trajala nekje 16 let. In prav ta ciganska noč je bila v tistem času največja etno-romska prireditev v Sloveniji. Ta prireditev je omogočala mnogim neznanim takrat glasbenikom, da so se uveljavili. Pa so to bili recimo najprej šukari, ki jih nihče ni spoznal, pa Amala, pa potem tako so začeli recimo Langa, pa Halgato, pa tako naprej, pa iz tujine, ogromno teh skupin, kar nekaj jih je bilo, ki so prihajali in so recimo nastopali, tudi manjše skupine, Zoltan Band in tako naprej, ki so že bili znani, recimo Zoltan Band in Zenkovci so bili že zelo znani, tako zelo pristni, no, kar nekaj stvari smo takrat organizirali, plesalo se je, glasba je bila, tudi hrana, pekli smo gor dol, seveda to je bilo kar nekaj let zelo, zelo priznana prireditev. No, na vprašanje, ali bi se to dalo v tem času narediti, mislim, da ja, če bi se recimo uspeli dogovoriti, organizirati, ne gre pa seveda brez finančnih sredstev. Jasno, danes je vse manj sredstev za takšne dogodke, vse manj se to razlaga kot nek kulturni dogodek, to se bo razlaga kot neka dobičkonosna zadeva, kot nek koncert ali karkoli, čeprav ni. In tukaj je to seveda vse možno in da povem, da smo tudi pri Zvezi Romov, tudi tam nekje 30 let nazaj, uveljavili srečanje romskih folklornih skupin. To smo organizirali po celi Sloveniji takrat. In je prišlo po 9, 10, 15 romskih folklornih skupin. Recimo mi pri Romani Unionu smo takrat imeli 11 parov plesalcev. Imeli smo recimo gledališko skupino od leta 92, ki je vsaj 15 let nastopala na različnih dogodkih, kar pomeni, da smo vse to nekje tudi v igri umestili, malo plesa, malo jezika, malo te identitete, malo zgodovine. Vse to se je pri nas
pravzaprav dogajalo, tako da ni to nekaj novega. Ne? Vračamo se nazaj k muzeju, ker najmanj pogovor se počasi izteka. Prav za take stvari, ki so se morda zgubile, tudi v živo, je ta prostor namenjen. Moram povedati, da vam je šla seveda na roko tudi Mestna občina Murska Sobota županom, ki vam je pomagala pri res skoraj da v centru, čudovit, mimoidoči se lahko ustavijo, pogledajo. Prostor, ki ga boste verjetno požlahtnili, bom rekel, tudi z drugimi dejavnostmi. Tu so lahko recimo neke predstavitev knjige, tu so lahko, kaj jaz vem, literarni večeri, kino morda za manjšo skupino, kjer recimo boste spremljali kakšen poseben film. Verjetno treba dodati neko dodano vrednost, ne samo tej zbirki, ugledu, ampak tudi na takšen način. Najprej bi neko izjavo popravil, občina Murska Sobota nam ni pomagala pri iskanju prostora. To pravzaprav ne drži. Prostor smo si sami iskali, spomnimo se vsaj 8 let nazaj, ko je mestna občina obljubila, da nam bo iskala prostore in je res iskala prostore, še danes jih išče, ne? Smo si pa ta prostor potem sami iskali. Ne? Se pa občina trudi, da bi nekje našla seveda primerne, še boljše prostore, ki bi jih potem za stalno uporabljali za to dejavnost. Tako da smo si prostore pol sami iskali, po nekaj letih nam je torej uspelo, tako da zelo težko je ta muzej nekako vzdrževati, imeti torej neke stalne ali pa občasne razstave ali kakorkoli že. Res pa je, da nam je mestna občina pomagala pri tem, da nam je odobrila sredstva za to, da lahko vsebine umestimo v muzej. To pa je res, tu moram reči, da to drži. Torej, prostore smo si pa sami iskali. Upam, da bo občina, torej mestna občina spoznala, da je to neka vrednota. Ker je v centru mesta, tudi za občino, tudi za občane, turiste, tudi goste. Turiste in tako naprej, da to nekaj velja in bo spoznala, da je potrebna, bom rekel, bolj konkretna pomoč občine pri tem, da se ta muzej obdrži oziroma da te aktivnosti pelje naprej. Jožek, zdaj še morda slab mesec je muzej odprt. Je več zanimanja med romsko vašo skupnostjo, da si pogledajo svojo zgodovino, ali pa je več navadnih meščanov, občanov, ki pridejo mimo? No, to moramo zdaj ločiti. No. Zdaj meščani oziroma občani, saj smo vsi. Tako, ko grejo mimo, pa vidijo, ko je odprto, pridejo se pogledati. Zdaj, ogromno je teh napovedanih skupin. Ogromno je teh napovedanih skupin od tistega časa, ko smo muzej torej na novi lokaciji odprli in je bila tudi velika promocija, torej medijska takrat. So začeli ljudje pisati, se napovedati, recimo to so študenti, to so inštitucije, to so turistične zveze, društva, agencije, ki napovedujejo. Tako da že zdaj imamo kar nekaj terminov, ko bodo prišli k nam. Tako da recimo bil je že pri nas tudi angleški veleposlanik, ki se je sam napovedal. Pričakujemo tudi avstrijskega, ki bo tudi prišel. Pričakujemo, če bo uspelo, da pride tudi predsednica države 10. aprila, ko bomo slavili Svetovni dan Romov. Tako da kar nekaj, recimo na otvoritvi je poleg ministrice za kulturo bil prisoten tudi prvi predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, bil je naš župan, potem državni sekretar Dejan Židan, kar pomeni, da ni bila tako slaba, bom rekel, udeležba kar se tiče visokih gostov. Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije, hvala za današnji obisk. Na zunanji strani imate napis tega muzeja iz preteklosti v sedanjost. Prava prispodoba, morda povabilo vsem našim gledalkam, gledalcem, če se pomudijo, če imajo čas, v času, ko je odpiralni čas muzeja, naj obiščejo muzej. Tako je, torej jaz vabim vse, ki jih zanima pač ta tematika oziroma tudi ogled razstavljenih eksponatov, da se pridejo to pogledati.
In moram reči, da pravzaprav tisto, kar smo se zdaj pogovarjali, je tudi v muzeju, od glasbe do obrti, do preteklosti, do sedanjosti, torej vse to se v muzeju najde, tako da ne glede na to, ali je prostor še vedno premajhen za te potrebe, se najde vsakdo, ki lahko neke stvari najde za svoj okus, za pogledati, tudi spoznati, ne. Tako kot sem prej povedal, zelo zanimivo je, ko so k nam prihajali recimo študenti, pa so rekli, ja, kdo so ti muzikanti, ne, od 1900 jih imamo napisane, kdo so bili in tako naprej, pa jih to recimo zanima, ali pa kako so se naselje razvijale. Tako da to je zelo, zelo tako pomembno za povedati, da si lahko pravzaprav obiskovalci to tudi pogledajo. Hvala, Jožek. Naš gost je bil, cenjene gledalke in gledalci, v oddaji Klepetalnica, Jožek Horvat-Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije. Govorila sva o muzeju, ki je seveda z pridihom oziroma z napisom Evropski muzej romske kulture in zgodovine. Hvala, da ste bili z nami, da ste si vzeli čas. Če pa boste imeli kaj časa, vabljeni, kot vas je povabil naš gost, oglejte si muzej, vreden je tega ogleda in do prihodnje oddaje vam želim vse dobro in srečno.